Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Če se še niste, se naročite za takšne in drugačne energijske nasvete ali tudi morebitne neumnosti. Redna rubrika, ki bo redna v toliko, kolikor upam, da čim manj, kajti redna rubrika nedeljske pridige izhaja iz tega, da me nekaj razjezi in potem ne vem, kako bi vam drugače povedala, kot z eno tako pridigo. Lahko da je to predmet ali pa kompleks mojih preteklih življenj, kajti ta nedeljski pridigarski duh se je pokazal predvsem na delavnicah ob nedeljah, tam okoli 9. 10. me je zagrabila ta pridigarska nota, ki v bistvu ni toliko namenjena temu moraliziranju, ampak bolj takem praktičnemu nasvetu. In torej današnja nedeljska pridiga ima temo, ki je zelo pomembna, ki jo, če ste duhovni iskalec ali pa se ukvarjate z energijami in meditirate in si želite dobrega življenja, je v bistvu za vas zelo pomembna, in sicer neodzivnost. Na Facebooku sem že objavila eno tako malo noto, to je takrat objavila, da se malo jetra sprostijo, ampak zakaj je neodzivnost vas kot teh, ki živite na zemlji, tako problematična? Ne glede na to, koliko meditirate, koliko delate na sebi, karkoli gledate, zvezde, pošiljate SMS-e, kličete, mi vas v energijah napolnimo, aktiviramo, potem pa pride življenje mimo, priložnost, da vi ali pokažete svoje čustva, ali se prijavite za novo službo, ali da kakorkoli odreagirate na izzive življenja. Ni samo razpis, ni samo ljubezen, so male stvari, na katere morate odreagirati, in to potem vi ne, in vse gre mimo. To je tako, a veste, recimo, da si predstavljate, da ste nekje v puščavi, kjer ni vidnega voznega reda, veste pa, da en avtobus pride enkrat v bližnji prihodnosti in čakate na avtobusni postaji, sedite, počivate, pijete, jeste, čakate, meditirate, se vmes zabavate sami s sabo in z tisoči mislimi, no in potem gre mimo, avtobus pride in vam se ne da vstati, ker ste že malo zakrneli od tega sedenja in čakanja na avtobus, in si rečete, ne počutim se tako, da bi vstal in šel na ta avtobus, ziher mi ni namenjen. No, to so takšni sprožilci, ki mene vržejo v luft, kajti življenje ni namenjeno samo tistim, da nam pade na glavo. Če meni ne bi bilo nekaj namenjeno, potem tega ne bi imela, in taka, veste, recimo, ko bo se država uredila, ko se bo samo zgodilo, nihče se ne bo samo zgodilo, niti vaše življenje ne. Zato me to je za to nedeljsko rubriko pridiga, ker lahko potem zgoščeno povem, kje je težava. Težava vas, iskalcev v energijah. Karkoli bom jaz na smrtni postelji obžalovala, tega, da sem karkoli zamudila, sigurno ne. Ne bom obžalovala, da nisem šla pogledati, da kaj ni bilo mogoče zame. Kar bom na smrtni postelji obžalovala, je mogoče, da bi mogla koga prej odvezati iz svojega vrtca ali pa kakorkoli, ampak tega, da sem kaj zamudila zato, ker se mi ni dalo ali ker sem precenila vnaprej, da ni to zame, tega jaz na smrtni postelji ne bom imela. Koliko zamujenih priložnosti boste imeli vi, naredite en pregled, naredite eno tako meditacijo sami s sabo, koliko priložnosti se zares zamudili. To ne govorim samo, kot sem že prej rekla, o karieri, o nekih velikih premikih. To govorim o stvareh, kot so človeška prijaznost, nasmehne se drug drugemu, samski, sploh ne gledate več se v oči. Kako boste spoznali svojo ljubezen? Online jaz verjamem, da gre in da so srečni odnosi, ki se srečajo tudi na zmenkih preko interneta, ampak jaz verjamem, da je usoda namenjena tako, da se srečaš, če si pripet v energijske lepe mreže, v svojo dušno energijo, in da si odziven. Odzivnost je nekaj, kar v Sloveniji, kot da smo zamrznjeni, kot da ste, jaz sama sebe nimam tu zraven, zato se ne bom zraven dajala, se pravi, ta odzivnost, cel svet že bojkotira, ne vem kaj, politiko se nam spušča, to sem si obljubila, ampak za vaše osebno življenje. Se pravi, neodzivnost, ko nekaj pride, karkoli, vi ne morete vnaprej videti, po Sloveniji sploh ne vidimo, po eni cesti, ki je tako vijugasta, ti ne vidiš konca. Zato ne moreš računati, kaj bo, ne moreš reči, bom šel, ko bom videl celo pot.
Ni to življenje. In na koncu boste imeli en kup odličnih tečajev, super učiteljev, super coachov, super vsega, cel fan klub že za sabo, a premakne se noste nikamor. No, to je problem številka 1. Ne gre se za to, da niste dovolj svetli, da niste vredni, sploh se ne gre za nič, razen da ste odzivni kot crkne konj. To je tisto, kar bi jaz prvo spremenila zjutraj v elektriko, jaz ne vem, kam bi vam to montirali v energije, ampak mene energije vržejo v zrak, vedno so me, en teden nisem spala takrat, ko je bilo treba narediti statut, preprosto nisem mogla, ker je bilo toliko energije. In tisti, ki se imate za energijske delavce, za energijske terapevte, svetovalce in podobno in prespite pol svojega življenja, mi je zelo hudo za vas in za vaše ljudi, kajti kar bi jih mogli naučiti sebe, da smo budni. In nič ni hudega, če kako noč prebedite, ustvarjajte, kreirajte v energijah, magari sanjarite, vse je ena stvar, ki pritegne pozitivno. Neodzivnost zaradi strahu, neodzivnost zaradi česarkoli, kaj bodo drugi rekli, a se meni treba smešiti, ni se mi treba, ampak zabaven pa je. Se pravi, prej, ko se sprostite, da nekdo sam sebe oziroma da se ne jemljete tako resno, edini ste na svetu, ki ste takšni, vaša astrološka karta je edinstvena in potem se vi kaj smatrate, da niste dosti vredni, da bi se pokazali ali da vam svet premalo ponuja, ne vem, ali imate več vrednosti ali pa manj vrednosti kompleks. V vsakem primeru, karkoli si želite v življenju, ne čaka do zadnjega, vsak dan ste starejši, vsak dan je težje, tako da začnite biti odzivni, karkoli, ali z jezo, ali z veseljem, ali katerokoli čustvo bo ta pravo, karkoli si želite. Se pravi, če me kličete in rečete, ja, zelo si želim zamenjati službo, šla bi v drug oddelek, kdaj mi bo to uspelo? In pol me kličete tako vsak mesec enkrat in niste še v teh parih mesecih poklicali šefice in rekli, veš kaj, jaz bi pa rada šla na ta drug oddelek. Ta en mesec bom enega tiltnila in bom vam rekla direktno, kaj mene kličete, šefico pokličite. Se pravi, ni več smisel, čeprav pokličite me, če imate težave, zato sem tam, ampak ko enkrat najdemo rešitev, ne več spraševati, kdaj. Prvo, ko začutite, da je treba, ko vidite že šefico, ne čakati, da zgine, jaz zdajle ne bom motila, ko gre prej domov. Takrat jo zmotite, ko se vas hoče hitro rešiti, pa bo rekla, ja, ni problema. Petek jo zmotite, zadnjih 5 minut preden gre domov. Noben problem, spomnite, takrat, ko vas prešine ideja, pride misel zraven, pride energija, takrat se energizirajte, takrat ste vi v akciji. In ko enkrat to naredite, da rečete ne danes, pa ne jutri, se začne ta vaša notranja, v bistvu energija miriti, spati, vaš notranji otrok je že itak dal vam odpoved, še sem čaka, ali boste se še kaj zabavali, ali boste spili kaj alkohola, da se bo lahko malo razživel ali ne, ali tudi to ne. Se pravi, vaš notranji otrok je že dal vam odstavko in vi ste čedalje bolj dolgočasni sami sebi in drugim in življenju. A hočete tako življenje? Ne, ne želite si ga. Se opravičujem, ker so nedeljske pridige takšne moje, ampak to je smisel, da se zbudite in rečete, ok, življenje me čaka vsak dan. Tudi če so naslednja življenja, tudi če so paralelna, bilo kakšna. Sama verjamem vse to, ampak vseeno, današnji dan je tisti, ki ga lahko živite in današnjem dnevu morate narediti 2 stvari. Eno dobro in eno neumno. Koliko ste že jih naredili neumnih, mi povejte. V minusu ste. Se pravi, jaz to nisem, jaz proti delam te stvari, tako da v minusu ste z neumnostmi, prosim, danes smo kolikega 10. februarja, od danes naprej mi javite, koliko neumnih stvari ste že naredili, to bo ena prednost za vašega notranjega otroka in s tem začnete dobivati podporo tudi za plus. Ne misliti, da smo prišli na ta svet samo zato, da ustrežemo ne vem katerim standardom. Da živimo. Življenje je vse, v najboljšem primeru pa je odzivnost. Hvala lepa za pozornost. Zdaj ne vem, če se še boste hoteli vpisati na moj kanal, ampak to lahko pričakujete. Danes je bila nedeljska pridiga, kmalu bo zvočna kopel, potem pa še kaj bolj pametnega. Hvala in lep pozdrav.